Življenje se v veliki meri vrti okrog izvirnosti. Vsakodnevne rutine velikokrat postanejo dolgočasne, zato človeštvo potrebuje spremembe, svežino, izvirnost. Ko govorimo o izvirnosti, mislim na unikatnost, originalnost, kreativnost, domiselnost, edinstvenost, ustvarjalnost in podobno. To so stvari, ki resnično prinašajo izpolnjeno življenje. Globoko v nas je to želja vsakega. Vsi si želimo izpolnjeno življenje. Socialna omrežja so prinesla veliko priložnost, kje lahko izražamo svojo izvirnost. V bistvu je prišlo do prave eksplozije. Kar so včasih potrebovali igralci, mesece ali celo leta, danes vsak lahko posname v nekaj minutah. Seveda se ne bomo spuščali v profesionalnost, vendar so to dejstva. Zakaj omenjam izvirnost? Kot sem že v uvodu povedal, življenje se vrti okrog izvirnosti, ustvarjalnosti, kreativnosti. In to je pomembna moč za življenje. Na drugi strani pa se moramo vprašati, od kod prihaja izvirnost, unikatnost, originalnost, kreativnost in podobno. Zato je pomembno vprašanje, kje lahko najdemo izvirnost, od kod jo lahko črpamo. Seveda bom spet uporabil Sveto pismo. Preden nadaljujemo, je pomembno še to, da izvirnost prinaša tudi veselje, polnost in usmerja k ljubezni, dobroti, iskrenosti, zvestobi, vrednotam, ki bogatijo človeško življenje in so temelj, da je nekdo v svoji notranjosti izpolnjen. Sveto pismo nam govori, da je Bog izvir ustvarjalnosti, edinstvenosti, polnosti, veselja, ljubezni, pravičnosti, zvestobe, miru, dobrote. Za Boga je naše življenje najbolj pomembno. Daješ mi spoznati pot življenja. Polnost veselja je pred tvojim obličjem. Večne radosti na tvoji desnici. Kralj David opisuje, da mu Bog daje znanje o poti življenja, polnost veselja, večne radosti. A ni namen našega življenja, da spoznavamo življenje, veselje vsej polnosti, ki nas pripelje do večne radosti. Če želimo resnično izvirnost za svoje življenje, potrebujemo pravi izvir. Vsi potrebujemo in pijemo vodo. Hvala Bogu, v Sloveniji še lahko pijemo vodo iz pipe, v mnogih deželah to ni možno. Nekako samoumevno je, da imamo vodo vsepovsod. Ko so prišle plastenke in se voda začela prodajati v trgovinah, imamo možnost, da jo nosimo zraven na vsakem koraku. Za nas je to nekaj čisto samoumevnega. Hitro lahko pozabimo, da pa smo popolnoma odvisni od izvirov voda. Tega se zelo zavedajo tisti, ki pripravljajo in polnijo vodo v plastenke. Tega se zelo zavedajo vodovodna podjetja. Če usahnejo izviri, nam grozi smrt.
Prevečkrat pozabljamo, da je naše življenje odvisno od tistega, ki daje izvirnost, unikatnost, kreativnost, da lahko odkrivamo in spoznavamo prave radosti življenja. Bog je dober investitor. Svoje naložbe ne bo na prvem mestu potratil za minljive stvari. Mi ljudje pa to velikokrat delamo. Svoj čas, energijo, sredstva, izvirnost vlagamo samo v našo zunanjost, kako izgledamo, materialne stvari. Seveda je tudi to pomembno in del izvirnosti, toda naše telo in ta svet je minljiv. Toda Bog želi investirati mnogo več v naš notranji del, ki bo trajal večno, v našo dušo, duha, notranjo osebnost. Velikokrat zgrešimo Boga in njegove izvore, izvirnost pripišemo sebi, ker vidimo samo sebe. Celo naše molitve so velikokrat sebične, usmerjene samo vase. Molimo samo za naše zdravje, za naše probleme, za naše vsakodnevno življenje. Večino primerih se naše molitve vrtijo okoli spreminjanja ravno tistih okoliščin, ki jih Bog uporablja, da bi nas oblikovale in resnično našli izvirnost in prave radosti. Za Boga smo vrednejši od vsega bogastva na svetu. To bi nam moralo nekaj pomeniti. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, ni, zakaj Bog nič ne stori, temveč kaj Bog ne naklepa in kako lahko to izvem. Ko ne poznamo njegovih metod, je težko prepoznati njegovo delo v svojem življenju. Dejstvo je, da Bog želi delovati v našem življenju. Ne bo se vdal in odnehal. Nekega dne bo zaključil svoje delo in Bog želi, da smo predstavljeni pred njegovim prestolom kot sveti in popolni. Končni rezultat Božjega dela se ne meri po tem, kako gladko teče naše življenje, ali po tem, kako bogati ali lepi postajamo. Njegov cilj je v meni in v vas želi ustvariti značaj Jezusa Kristusa in spoznati, ali želi, da spoznamo vse izvire, ki so v njem. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s podobo njegovega sina, da bi bil ta prvorenec med mnogimi brati. To ne pomeni, da začnemo nositi halje ali sandale, da bi bili podobni Jezusu. Ampak, da se v nas začne sprememba, ki nas vodi vsem izvirom, izvirnosti in raznolikosti v Kristusu. Življenje Kristusa je bilo posajeno v nas in to je neverjetni potencial. Bog želi, da ta potencial v nas razplamti. Ko bomo nekega dne zaključili svoj tek na zemlji, bomo razumeli, da je naše življenje bilo pomembnejše od našega zemeljskega udobja. Ko preneha delovati izvirnost Boga v našem življenju, začnemo postajati sebični in naše srce začne postajati trdo. Preberimo za konec še nekaj izvirnosti iz Svetega pisma, ki v bistvu govorijo o naših globokih potrebah, ki jih imamo. In ko bodo one izpolnjene, bomo lahko črpali izvirnost in jo
prinašali na plan. Sad duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave. Dobrota in zvestoba se bosta srečali, pravičnost in mir se bosta poljubili. Vodijo jih vzkliki veselja in radosti, prihajajo v kraljevo palačo. Kdo je mož, ki ima veselje nad življenjem, ki ljubi dneve, da bi videl dobro? Na koncu samo vprašanje, a lahko človeštvo odkrije kaj novega, ali pa se mora vračati k izvirom življenja. Če obstaja kreativni, unikatni Bog, ki želi, da spoznavamo radosti življenja, potem se moramo vrniti k njemu, da spoznavamo izvirnost, ki je najbolj pomembna za naše življenje. In na koncu se lahko pomolim ali dovolimo Bogu, da on razodeva izvirnost, originalnost, ki prihaja od njega. Dragi Bog, prosimo te, ti po svojem svetem duhu deluj, da spoznavamo moč, izvirnost, kreativnost, unikatnost, Bog, to, kar prihaja od tebe. Dotakni se naših src in odpiramo ti naša srca, Sveti Duh, da deluješ in nas vodiš, če je potrebno, od tega trenutka naprej, na nov način, Jezus, da spoznavamo vso lepoto, polnino, izvirnost, ki prihaja od tebe. Amen. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.